jutri v ponedeljek, bo god svetega Huberta, zavetnika lovcev. V svetem mašju 19. je srečanje lovcev. Je kdo med vami? Vsi smo lovci za nebesa, ne? Četrtek, 6. novembra, bo prvi četrtek v mesecu, obisk starejših in polnih na domu na Brezovici in Namnih Goricah. Ne pozabite, še niste obvestili duhovnika, da bi obiskal koga od vaših, da to storite. Včeraj, če je kdo poslušal, sem to jasno povedal tudi na valovih Radia Ognjišče. In še v četrtek, ob 18. v Marijinem domu, srečanje za starše 9. razreda. To bo prvo srečanje o pripravi na sveto birmo. Naslednji dan, petek, 7. november, bo prvi petek v mesecu, obisk starejših in polnih na domu na Brezovici, Lukovici, Dragomerju in na Logu. Zvečer po svete maši je češčenje pred najsvetejšim 20:30 in med tem priložnost za sveto spoved. Se pravi, češčenje do 8:30. Petek, srečanje tudi za birmance, pri večerni svete maši ob 19. uri. Soboto, 8. novembra, srečanje vseh župnijskih sodelavcev v Stični od 9. do 13:30. Izberete lahko enega izmed poslanstev, ki ga opravljate, pevci, kateheti, pristani, izredni delivci obhajila, gospodarski svet, bralci, glasilke, Caritas, mlada Caritas, urejanje in skrb za cerkveno perilo, digitalni mediji, novo pritrkovalci. Kosilo bo v Stični za vse udeležence, prijave pa do srede 5. novembra do 10. ure. In navedite, katere delavnice se boste udeležili. In ne pozabimo, prihodnja nedelja bo zahvalna nedelja. V današnjem prazniku vseh rajnih tudi Načko želi vam nekaj sporočiti. Pa prisluhnemo. Dragi bratje in sestre v Kristusu, na današnji praznik vernih duš dan, ko z ljubeznijo in upanjem molimo za naše pokojne, vam želim posredovati spodbudo o referendumu, ki bo nedelja 23. novembra 2025. Ne bojte se, naše govorenje o tem referendumu ni politično vprašanje, temveč se globoko dotika naše vere in vesti. Kristjani namreč verujemo, da je življenje Božji dar. Sveto pismo nas uči, ne ubijaj. Vsako človeško življenje je dragoceno, od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije, nedotakljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširijo in kako ranljivi, osamljeni, starejši, revni in invalidni postanijo žrtve pritiskov teh zlorab. Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnosti, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje 23. novembra molite posebno molitev v ta namen,
ki je bila razposlana na vse župnije. Prosim vas, da se čez 3 tedne, 23. novembra, udeležite referenduma in glasujte proti zakonu, proti uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov. Jezus pravi, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Molimo, da Gospodar življenja in smrti razsvetli naša srca in misli. Z molitvijo za vse vas, Monsenjor Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit. Vse za življenje, ko smo danes razmišljali, in vam želim prijetno spanje, kolikor nam še Bog da na tem svetu, potem pa spanje v Božjem naročju. Sprejmimo blagoslov za to varno potovanje proti naši večnosti. Gospod z nami, blagoslovi naj vas Bog vsetolažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo vstali k novemu življenju. Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj. Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih, naj z njim tudi živimo v večni sreči. Amen. Naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.